Poseben obisk imamo, presvetli, veliki vodja je z nami, naš v bistvu Kim Jong-un, firme. To je že ravtal, kaj? Ja, prišel je po rojstnodnevno darilo, mi štirje smo pripravili nekaj posebnega iz srca, vrgli ga bomo na žar, najprej Anja in Lara, punci, mikrofon je vajin, ne se ga bat, ne more kršiti nobene delovne zakonodaje, tako da sam gremo. Koliko jih že ni naprej. Cajt je, se on pa rosta že 20 let vse nas pemo. Dragi šef, dragi Gargamel, jaz naj povem, da sem tole pisala danes zjutraj, ker sem pozabila, da prideš, ne? In verjetno nisem edina, ki na te pozabim takoj, ko grem s firme. Po mojem sem deželak razmišlja o tebi še doma, torej izven delovnega časa, ampak tako je, ne? Deželak je moški in vemo, kako delujejo moški možgani. Običajno razmišljajo o tistem, ki jih jebe. In ti ga več kot 3 minute, tako da čestitke za to, stari. Super. Ja. Prav je, da je dober vodja kot Wi-Fi, da ga ne vidiš, ampak če ga ni, pa glihko preživimo, kar smo dokazali prejšnji teden. In v bistvu celo boljše se imamo, če te sem pa tja malo zmanjka. Ampak zadnjič sem slišala ta nove punce, ki so se pogovarjali o tebi, Nina pa Zala pa Tene. In so rekli, ja, lej, je strog, ampak je tudi pravičen. 13 let sem že tu in še čakam na ta pravičen del. Nisem še obupala, lahko pa puncam pri tem povem, no, da on ne dviguje morale, on preverja, če gre še niže. In veste, kaj se zgodi? Vsako leto znova nas nauči, da morala gre nižje. Tako da hvala ti za to izkušnjo in recimo to je prva stvar, ki jo mene naučil. Poleg tega pa nas vsako leto 2-krat na leto nauči, kako zelo pomemben je red. Gargijeva čistka temu rečemo in da ne bo pomote, to seveda tudi napoveš, čist legitimno, pošlješ mail, kako ta mail izgleda, ne vem, nisem ga še prebrala, pogrišem ga, takoj, ko vidim, da je tvoj in leto se mi je to pač malo kaznovala, mislim, si me kaznoval na ta način, no. Sicer vem, da imaš 2 hčerki, tako da za ignoranco imaš izkušnje, že 20 let, vsaj kakor so stari, ne? No, kot rečeno pa me je letos to kaznovalo. Mogoče zato, ker sem na bolniški, ker se je on odločil, da je čas za tvojo čistko. Pride v bistvu z neko veliko vrečo, prideš na to anualno Analno čiščenje? Ne, anualno, hotela sem reči anualno. Še premalo krat. Prideš s to vrečo in vanjo vržeš vse, kar ni v predalu, mize, ki pač načeloma ti pripada, jaz te mize seveda nimam. Tudi stare slike z Game Over si vrgel z mize, tudi ostale slike z prvih maratonov dobrodelnih. Dosti spominov v obliki fotografij pač, ampak no hard feelings. Najprej sem bila malo živčna, malo slabe vole, ampak ni nobene zamere, Gargi. Štekam te, tako si navajen. Tudi jaz bi, če bi bila kot ti skrivala svoje slike v predalu, ni problema, stari, ti živi svoje življenje, je že prav tako. Imela sem še par grdih for na te pač spisanih, ampak sem slišala Audičeve, pa sem rekla, pustimo modela, da malo diha, ne. In v bistvu nočem, da imajo tisti, ki s tabo delajo vsak dan slab teden zaradi mene, ne, in tukaj se lahko pa ti recimo naučiš od mene, pomisli kdaj na druge. Res vse najboljše, bodi zdrav in da boš še dolgo strašil med nami, po možnosti od doma. Hvala lepa. Zdaj imam občutek, da sem jaz bolj prijazen. Bravo, Izvoli, Anja. Lara, zdaj si ti. Joj, taki. O, to je ful težko, jaz nočem več tega delati. Zakaj? Opala. A se jo sliš? Ja. Ok, dober. Nič. Nič. Dragi Andrej. Ja, midva se od vseh tukaj noter najmanj poznava, hvala Bogu. Sicer, če človeka ne poznaš dobro, je ponavadi težko nek roast spisati, sploh če nimaš izkušenj s tem. Še enkrat, hvala Bogu, ker pri tebi to res ni bila težava. Jaz nisem tukaj toliko časa, v bistvu sploh ne vem, kako je prišlo do tega, da te vsi kličemo Gargamel, ampak se v bistvu je kar logično, imate kar nekaj skupnega, ne? Od stila oblačenja pa do tega, da Gargamel že od leta 87 lovi smrkce, ti pa že več kot 30 let spoštovanja od sodelavcev. Pred kratkim si imel rojstni dan, vse najboljše ti želim, veliko sreče, pa zdravja tudi, predvsem fizičnega, to, da boš mentalnega kdaj dosegel, smo vsi že nekako obupali. Pa želim ti tudi več veselja, no. Mislim, ne vem, v katerem letu je to ostalo. Mislim, stari, ti si res ko zamorjen, jaz ne vem, kaj je fora. Sem razmišljala, kaj bi lahko to bilo, pa nekako nisem prišla do zaključka, no. Zato sem šla mečkam pogledati na te internete, pa ChatGPT-je, pa to, kaj so lahko razlogi pri moških, ki so skozi zamorjeni. Ne, no. Tole sem našla. Pod številka 1 piše:
Ja, da ti žena skozi teži. Mislim, ne poznam je, ampak vsaj po fotkah mi tvoja žena zgleda zelo v redu ženska, tako da to črtamo, to dvomam, da je. Potem drugi razlog, da gre nogometnemu klubu, za katerega navijaš, zelo slabo. To tudi dvomim, bom tako rekla, ker mi bolj deluješ tip, ki gleda nogometaše, ne fuzbala. A ja, sklepam pa potem, ker si svojo rit javno nastavil Roškarju. Gremo naprej. Tretja, da nimaš denarja oziroma si brok, ampak si le šef in vsi vidimo, da to niti slučajno ni problem, tudi smučanja si se glih vrnil, če se ne motim. Ja, zdaj pa še četrta, ne? To me pa kar malo sram prebrati. Mislim, tukaj pa piše, da je eden od razlogov lahko tudi sindrom mehnih. Ja, Napoleon je bil tak, pa en, ki mu je bilo ime Adolf tudi, piše, da to vodi do ne samo zavesti in frustracije, če imaš mehnega, ne. Ampak jaz ne vem zares, tu internet prav, pa nekateri sodelavci tudi. So pa sestanki za plačo pol krmečkam bolj logični, a ne. Skozi nam govoriš, da moramo biti z mehnim zadovoljni, to je očitno pol tvoj življenjski moto, ali kako, ali počasih rečeš tudi, se je dost, zdaj, ko za nazaj gledam, ne vem, a si to meni govoril, ali si sebe to lažil. Ampak pustimo te občutljive teme, da še sebe malo izpostavim, da Denis mi skozi govori po novem letu, da sem se zredila proma. Res sem se malo, zato sem zdaj v dilemi, a sem hvaležna zate, Andrej, ali ne. Ker po eni strani mi pomagaš, vsakeč, ko te vidim, zgubim apetit. In bi ti včasih raje rekla, da prid večkrat do nas, sam po drugi strani pa mogoče raje ne. Ker, ko te zagledam poleg apetita, zgubim tudi folio do življenja, pa najbrž nisem edina. Hvala. Še enkrat, Andrej, vse najboljše, resno mislim. Ostan točno takšen kot si, ker točno tazga te nikoli ne bomo imeli radi. Ok, hvala. Vse najboljše. Bravo, Lara! Videli smo. Miha, izvoli iz Kurga. Andrej, vse najboljše. Hvala. Da nam še da nimam nič lepega zapovedati. Zdaj pa gremo na uno drugo, ne? Gargamela, ne? Gargamel, mislim. Osnovna definicija, tak zoperen tip, ja, ne? Dajte ga pogledati, pokazati malo. Že tako gleda, ne? Poglej ga, tako zoperno gleda, ne? Ali pa, ko ga pogledaš, si rečeš, mater, mora biti to res en zoperen tip. In ja, šmen, jaz sem meril temperaturo po Sloveniji z njegovo hčerko. Pa druga hči je šla z mano na teren za prvi šolski dan. Mater, obe sta fajn, nav te verjel. Nobena nima te zoprnosti po Gargamelu. Tudi s Heleno se je že družil, to je njegova žena. Mi je v redu ženska, tako zabavna, razumeš, skolirana, prav nič zoprna, no? Mislim, koliko mora biti to bedno, da si edini zopren v familiji, ne? Jaz si ne predstavljam, da bi bilo prementko. Oh my god. Odkje njemu to, ne, sem pol študiral, veš? Po mojem, v nekem momentu te zgodovine se je zgodil ta en mutiran Gargamelov gen za zoprnost. Ali je to pridobil iz okolja, Pišuka? Ne. Jaz mislim, da je bolj možno, da je to pridobil v službi, ne? Ker jaz sem ga spoznal, to je bilo še 2 bajti nazaj, na Gregorčičevi, ko smo delali v centru Ljubljane. Takrat smo bili še sosedi od Miše Mok in pizzerije Foculus. Fak, takrat ta model, ki ga zdaj pogledate, sploh še ni bil zoporen. Prav cool je bil, res. Se pravi, se ta Gargamelova zoprnost pridobil v bistvu nekak s činom, bi rekli vojaki, ne. Više, kaj je splezal po tej lestvici šefov, bolj zoporen in bolj zagrenjen je postajal, ne. Tako da, ampak jaz, Gargi, saj veš, jaz sem tak človek, da gledam tudi rešitve, ne. In jaz mislim, da te lahko mi odrešimo te zoprnosti, ne. Pej delati na promet. Mislim, tam vsi začnemo, veš, geografijo obvladaš, to si dokazal na vseh teh kvizih, džokerih, milijonarjih. Tako da jaz mislim, da imaš ti en res lep potencial, da postaneš ti, razumeš, odličen prometni informator Radia 1. Ne boš več živčen, ne boš več zoprn, kolerični izpadi bodo šli, in glej ga zlomka. Zgodila se ti bo čudovita ta preobrazba iz Gargamela v navadnega smrkca. Zdaj, poudarjam, navadnega smrkca, ker če už ata smrk, bi znal biti spet zoporen. Bravo, Miha. A če sploh kaj dodati, ker ste res bili fantastični. Dej. Še malo žerjavce. Kako zaenkrat, no? Zaenkrat v redu, super. Ja? Ja, mislim, zadovoljen z... Lara 5, Deželake na švoh 3, Anja pa 3 do 4. Kaj nisi razumel mojih por? 3 do 4. Očitno ni. Zdaj pa da vidimo tebe. Zdaj pa jaz.
Andrej Vodušek. Kaj bi jaz povedal o njemu? Vsi, ki Andreja ne poznate, ima še dve imeni, to morate vedeti. Eno je Gargamel, drugo pa tudi on še ne ve, da ga imam. Kličemo ga srečna pizda. Andrej, zakaj? Ker je srečna oseba, je pa tudi šef, kar pomeni, da je pa tudi avtomatsko. Ne? Je pa tudi človek, ki odloča. Nekateri pravijo, da je dober šef, ki vodi z zgledom. Ne? No, Andrej nas vodi z ritjo. Mi ga kličemo Gargi, vse ga vidite, ne zato, ker je plešast, pa tudi ne zato, ker je zloben, ne? Ampak zato, ker živi sam zato, da drugim uniči veselje in to hudič naredi z veseljem, a veš? In zdaj boste rekli, kako pa je, ko on pride v prostor? Ja, on vstop, ampak energija kar sama od sebe da odpoved, veš, kar energija sama kar gre, a veš? Če bi Gargi imel hišnega ljubljenčka, ne? Tudi to sem razmišljal, veš, vsi imamo nekega hišnega ljubljenčka mi, ne, a veš, dober ti Jaz še nimaš. nimam, ja. Ampak tako mi pa imamo, ne, mi imamo kužke. Zdaj sem razmišljal, kaj bi imel Gargi za hišnega ljubljenčka. Jaz mislim, da bi bil to Damjan Rus. On bi imel računovodjo. Zakaj? Še njega bi prosil, da mu kavo plačaš, kartica ena. Gargi gre. A ste ga kdaj videli? Kaj plačati? Ja, ne. to pa res ne. Zdaj vidiš, Ja. se to hočem reči. Gargi gre proti 60, ne je skoraj 60, ampak gre proti, gre zelo počas. Zakaj? Ja, on ne mara vlagati kaj dosti v prihodnost. Je pa tudi res, da ni star. Kako misliš? Ja, čustveno, dajmo reči, da je že 20 let v pokoju. Andrej Vodušek je poseben človek, eden redkih ljudi, ki jih ne marajo niti tisti, ki jim je dal službo. Razen Tanje, direktorice Tanje, ampak to ni ljubezen, jebi ga, to je hierarhija. Veš pač, Tanja ga ima rada tako, kot imaš rad dežnik. Ne zato, ker je prijeten, ampak zato, ker je koristen. Pač, imaš ga, dokler ne crkne. Nekdo mora odpuščati. Ja, valjda, to je to. Prej ste omenili tudi, ja, poročenje Helena je zelo fajn. Krasna. Kar fascinantno, ne? Pač, da žena dejansko obstaja. A veš, pa da še ni šla. A veš? Da ni dogovorjen zakon. Ja. A ne? Lepo, da se dopolnjujemo, vidim zdaj le tukaj, a ne? Hčerki sta tudi že odrasli? Super punci, ja. Ja, super punci, tudi Miha je rekel, delovni in tako predni, sta že šli od doma. Lepo, super, sam čim prej, pa čim dlje stran. Še en mit o Andreju obstaja, zdaj pravim, da je škrt, ne? A ga je kdo že videl z denarnico? Jaz ga še nisem videl z denarnico. Pa je ni škrt. Ne, sem slišal od prijateljev, da pač je finančno minimalističen, da je bolj tako. Še noben ga ni videl z denarnico, ne zato, ker je nima, ampak pravijo, da pač njegov denar ne mara svetlobe. Andrej tudi misli, da ve vse o radiju, da ve čisto vse. On tudi misli, da bi bil fantastičen voditelj. Nekoč je celo bil radijski voditelj, a veš? Ja, ampak se vidite, se slišite, nima glasu, nima karizme, nima stika z realnostjo. Kar je pa roko na srce idealno za radijskega šefa, a veš? Ker sem prav razmišljal, kako bi bila pa njegova oddaja, kako bi se imenovala. In? Ja, vem. Zakaj imate vsi narobe z Andrejem? Njegov ego je večji od njegove postave, kar ni nek dosežek za tega škrata. Ko posluša kritiko, on vedno reče, zanimivo, ampak jaz imam pa prav. Ne? Zanimivo, ampak jaz imam prav. Ne glede na temo, glasba, šport, marketing, tvoje življenje, Andrej ve boljš. Zakaj? Iz enega razloga. Ker je odraščal na obali. Te na obali vejo vse, ker so blizu Italije, bili mi nimamo pojma. Andrej, za na konc, čeprav te danes žarimo, moraš vedeti eno stvar, brez tebe bi bilo tukaj manj materijala, verjetno brez tebe, mene tudi tukaj ne bi bilo. Ti si neke vrste dokaz, da človek lahko dela 30 let radio, pa še zmer ne razume ljudi. Si Gargi, si šef, in zdaj prosim, tako, ne častiti pijače za rojsten dan, ker mi te še naprej nočemo imeti radi. Imaš pa verjetno tudi pripravljen nek odziv na vse nas. Imam. Izvoli, lahko začne. Hvala. Tako bom rekel, ne, zadnje čase vas ne poslušam prav pogosto zjutraj, ker ko se v službo vozim,
si dam za sprostitev Klasik radio, naš radio, ki vrti klasično glasbo, tako da ima glasbo, ki nas sprosti, ker če ne, res me lahko infarkt, ko vas poslušam, ali pa vem, pritisk. Ja, star si že, nisi naša ciljna skupina več. Star sem Nisi že. več naša ciljna. Tako da se sprostim, ko pridem v službo, da vsaj ne gledam tako mrko, ne, kot pravite, da bom tako grd izraz. Ali bi bilo še slabše, ali kako? Drugač, ne vem, Lara pa Miha, ne, ki sta omenjala koliko let, pa tudi Denis, koliko let sem na radiju. 42 let bo letos, da sem na radiju. Začel sem 16 let star v Kopru in potem sem praktično ves čas delal. Do 2004 sem bil tudi radijski voditelj, ne. Nisem bil tako zabaven kot Denis, recimo. Bil sem temu, čemu jaz rečem, danes B voditelj, ne. Recimo Ken Loše. Dobro sem napovedoval pesmi, ne? Dobro sem se znal pogovarjati z gosti, ne sicer tako dobro Koroška, recimo, ampak nisem bil pa zabaven, ne? Tega pa ne morem reči. In tudi leta 2004 me je takrat programski direktor je rekel, Andrej, moral sem malo pogovoriti, ne bi več, da si v etru, imam druge plane na radiju in tako, da iz lastnih izkušenj ne vem, kako je nekomu povedati, da ne bo več delal, ne? Tako da se naučiš, iz prakse se naučiš marsikaj, no? Tako da drugače sem pa super, ne? Vedno sem zadovoljen s tem, da lahko ljudi uvajam v delo in da jim povem, kako morajo delati, ne? Ker na koncu verjetno sem se v 20 letih, ko sem bil voditelj, vse nekaj naučil, ne? Zdaj pa, če gremo po vrsti, ne? Recimo, kaj ste vem, začnimo s Denisom, ne? Denis, ko je prišel, ne? Bil policaj, se veste, ne? Imel je 2 črtici, kar je ustvarjalo upanje, ne, da vsaj zna brati pa pisati. Tako, ja. Smo rekli, z tega človeka bo še nekaj, pa smo ga dali v eter in pogledajte ga, do kam je prišel. Res smo se dobro odločili, pravilno, ne. Edin pri njemu je bil problem, ne, ker vemo, da on ni odavde, ne, kot sam zna povedati, ampak je iz Postojne. Tako. Ja, to je problem. Tako. In ga je bilo treba preobrniti v pravega Slovenca. Vemo, na Triglavu je bil že s policaji, mislim, da 3-krat, prvič, zadnjič in edinič, ne? Tako je. Ker je rekel, da nikoli več ne gre, tudi ko smo dali skrederice, ni šel gor, jaz pa tudi ne, ker sem šel kot otrok, pa mi je bilo tudi malo preveč, priznam, tle smo si podobna. Tako da, no, ampak potem smo rekli, moramo ga naučiti še smučati. In smo ga dali na smučke, ne, mislim, da je bil Matjaž Vrhovnik na gačah, ki ga je naučil, ta ga je naučil, se poznate ta princip pica, pomfri, ne. In to se je kar dobro naučil, ne, v enem dnevu je praktično znal smučati. Čez kakšno leto smo šli pa na Kronplac skupaj odajati, ne. Res je. In ko sem jaz videl, kako smuča on po črni progi, sem rekel, Andrej, bod za njim, ker človek gre ravno dol, nekaj nakazuje, neke zavoje, sploh ne zna za vremza, če se postaviš pred njega, te bo zbil tako, kot je. Tako da, okej. Smo naredili pravega Slovence z njega in moram reči, da sem zelo zadovoljen, da lahko delam z njim, ne. Veselje mi je vsa ta leta delati. Prijazen človek danes, Ja. Tako. Zikar hoče kaj. Pol, kako močmo je Anji, ne. Anji v bistvu nimam pravzaprav kaj dosti povedati, ne. Cela firma, pa verjetno tudi veliko poslušalcev se spomne samo po eni stvari, ne. Tiste stvari, ko je prišla direkt Žura v studio, ne, tako da drugače pa super punca tudi ona, no. Edino vidim, da zdaj slabo vplivaš na Laro, ne. Kaj? Ja, zato, ker tako je tudi privzela prejšnji ponedeljek te metode z direkt Žura v studio, ne. A da se bo poslušal. Plačilno listo je videla svojo, pa se je očala. Ja, drugač Lara, ne, pri Lari me malo skrbi, ne. Jaz vidim, da je ta TikTok edino stvar, ki jo zanima, ne, zares. Zdaj, jaz upam, da ko reče, da ko vidi kakšen TikTok, da hočejo, da gre Ice iz Minneapolisa ven, ne, da ne misli, da je to let, ki da mora staliti, tako ko je skopnel ta teden kle v srednji Sloveniji, ne. Tako da, ne vem, Lara, daj malo še druge stvari poglej. Bom šla še na Instagram. Ne, tako na Instagram recimo, pa tudi Facebook, mogoče za starejše se tudi kaj da naučiti, ne. In na koncu moj prijatelj Miha. A ne vem, če veste, Miha je dobitnik nagrade Lesi se vrača. Ja, veste, ne? To se spomnim, jaz sem bil Lesi se vrača je nagrada, ki smo jo včasih na Infonetu podelili tisti, ki so mislili, da je sosedova trava bolj zelena, pa so se vrnili, ne, nazaj. So šli v drugo firmo delati, pa so hmal se vrnili, čeprav sem bil že šef, ne. Ampak zdaj zanimivo, ne, Miha je absolutni rekorder, za tiste, ki ne veste tega. Ne? Imamo tudi druge, recimo Hišnik Janez se je vrnil po kakšnem mesecu in tako naprej. Ampak Miha se je vrnil isti dan. Popoldne imel je poslovilko, en dan prej je šel in potem
je že dopoldne klical, če se lahko vrne. In smo ga sprejeli. Z veseljem smo ga sprejeli, ne, ker je res faca. Drugače, Miha, ne vem, če veš, jaz sem promet delal. To, kar si prej omenil. Ja, jaz sem promet delal. Vem, da si bil moderator. Jaz sem bil prvi prometnik pravzaprav. Zato, ker še preden so zares prometniki obstajali, je bil prometni telefon prevezan na moj telefon. Kar je pomenilo, da ob 9. zvečer me je nekdo klical, da je radar in jaz sem moral na telefonu posneti, da je to šlo v eter. Tako da žena je rekla pol, ločitev ali pa postavi prometni servis. Pa sem postavil prometni servis in sem tebe dal in Jano notri, tako da sta začela tam, ne, da sta imela kakšno službo. Tako da, razen tega, ne, kar mene vedno čudi pri Mihi, je 7 let si mlajši od mene, ne? 7, 6, nekaj tazga. Ja, čakaj, koliko si ti? Ti si 58? Jaz sem 58, 52. No, 6. 6 let je mlajši od mene, ampak zgleda pa, kot da je 20 let starejši v resnici. Miha, to mora biti challenge. Tudi ta miselnost, ne? Jaz ne vem, jaz kolesarim, to ful, se ukvarjam šport, Miha, ne vem, Miha slabo. Jaz ful kolesarim. Ja, vidim, kako kolesariš na kvadrociklu, ne morem več. Jaz sem se en dan cel sem te nadomeščal, sem videl, to je easy peasy, no. Ne morem reči, nič tacga. Tako da, ne vem, tam njegova miselnost... Ta njegova miselnost me skrbi, tisto bomo že povedal, jaz pravočasno, kdo bo šel. Tvoja miselnost me skrbi, ne? Miselnost? Ja, da se imaš za starega. Glej, dela z mladimi, tle smo ugotovili, Lara je 25, koliko si, 24, klele en tehnik, kot zadnji snema, ki ga poslušalci ne vidijo oziroma ne slišijo. Je 22, tam od sprede je polno Zala, Rok, Pintar in tako so vsi mladi. Daj, no, vzemi se njihove miselnosti, bodi mlad. Sej, jaz nimam te miselnosti, jaz sam star zgledam, ampak ko v sebi pa živim eno tako polno življenje. Vidim, da to življenje zgolj v tebi. Polno življenje, Andrej Vodušek, najlepša hvala.